No, vsem še enkrat lep pozdrav na tem našem dogodku, ki smo ga pripravili v Sodobnosti, ki je bil na začetku skrivnosten, zdaj pa že veste, zakaj se gre. Dobili smo se pri Bini na vrtu, kar bi se lepo rada zahvalila, da smo lahko tukaj, da nas gostite. No, Saj nisem sama. No, evo. Ja, Bina je pa, sicer so se vse pripravile, ker smo jim pripravili tudi en namik in so mogli prebrati intervju v Sodobnosti z vami, tako da že nekaj že morajo vedeti. Je pa seveda, kot veste, pesnica, pisateljica, dramatičarka. Že v gimnaziji ste se ukvarjali s pesnjenjima, ne? V bistvu že prej. Že prej? Ja, sam jaz nisem tega tako resno jemala, ne, tako kot danes jemljajo. Meni je bilo to tako, pač mi je bilo fino, ampak rada sem imela književnost, ampak takrat je bilo še obdobje, ko sem hotela biti še vse milijon stvari drugega. In potem je, v osnovni šoli sem že bila urednica šolskega glasila. Ja, to se mi zdi tudi fascinantno. In tudi sem sama pisala, ne, poezijo takrat je bilo, se spomnim, da kar enkrat ena pesem je bila tako za krostihom, ne, in sem bila potem klicana k svoji učiteljici zemljepisa, ki je bila sicer mentorca tega glasila, ne, izjemno inteligentna ženska. Je rekla: Binca, oprosti, sem te poklicala, samo povej mi, a si to, povej, nisi to sama napisala. Ni mogla verjeti. In pa sem rekla, sama sem napisala, ne. Mene je bilo tako neverjetno, da me to sploh sprašuje, ne. In sem rekla, pa sej mama pa oče ne znate tega napisati, ne. To ni nič tako, ne. No in potem je bilo prav hecno, no. Ampak jaz nisem to vzela, kot da bi to počela v življenju, ne. Vedela sem, da bo neki, meni je takrat bolj gledališče, ne. Jaz sem nastopala in solistka sem bila že takrat v zboru, ne. In mene je glasba, gledališče takrat. A od tam pa tudi vse te dramske igre vaše nagrajene? Jaz sem noro nastopala, jaz sem preigrala cel repertoar otroške literature že v osnovni šoli. Sem imela srečo, da mi je neka upokojena gledališka igralka učila v osnovni šoli, ne, dramski krožek. Izjemna ženska, Golob se je pisala, izjemna ženska, inteligentna. Recimo, če si predstavljate v tistih časih, ne, trdega socializma, ne, sem jaz na proslavah recitirala Tagore, ne, prosim, ne, mislim, to je bilo takrat nekaj tako, ne. In še zdaj se spomnim pisateljevanje. Prav zanimivo, ta pesem Pisateljevanje se mi je tako usedla, ne. Pravijo, da moj ata piše včasih sila čudne reči. Ne, tako se je začela in prav neverjetna pesem, ne, v bistvu tako bolj v prozi, ne. Tako pač tagorejsko, ne. In ja, tako da potem v gimnaziji je bilo pa bolj resno, ko smo res to, smo že začeli kritike objavljati, ne. Tako da so s Petrom Kolškom že kritike pisala za razredna glasila, ne. In takrat sem bila jaz zaprisežena prostemu verzu in Peter je pisal pač murnovsko poezijo in je bilo grozen. Med nama, mislim, sva se imela rada, ne, mislim, prijatelja sva bila, da se razumemo. On je bil na smrt zaljubljen v našo profesorico sociologije, tako da je skoraj na maturi padel. In skratka, ne, ampak tako, ne, prijatelja sva bila velika, ne, in meni je bilo tako čudno, pa Peter, pa zakaj ti to pišeš, pa to je zdaj že, ne, tako, ne, da bom pa jaz kdaj pisala klasiko, si pisala. Sanj nisem mislila, sploh nikoli. Tako da, ja, to je bilo nekako vse tako en tak sinkretizem med glasbo, gledališčem. Nisem znala tega ločiti, ne. Čeprav moji profesori gimnazijski so bili prepričani ali igralska ali pa da grem glasbo študirati, moj profesor glasbe, pa dirigent, je bil prepričan, da ima koncertna pevka, ne. Jaz sem pa potem udarila na primerjanje. Pa vas je študij recimo tudi kaj navdihoval pri pesnenju? Mislim, da je to bilo že prej v meni, ne. Ker jaz sem zelo zgodaj začela poezijo brati in to za odrasle, ne. Res zgodaj, ne. Ker sem bila z babico, ki je bila zelo nenavadna ženska za tiste čase. Ona je bila namreč zatarka, ne. Ona je bila, če se računa v predprejšnjem stoletju, ne, se pravi, ona je bila rojena tam 1895. leta, ne, če si predstavljate. Ona je bila, takrat, ko se je začela prva svetovna vojna, se pravi leta 1914, je bila ona že
samostojnem poklicu. Hotela je biti sicer učiteljica, ne? To je bila njena blazna želja, bila je tudi zelo nadarjena, tudi sama je prevajala iz nemščine v slovenščino pesmi, ker je hodila, takrat so bile šole 4-letne, ne? Ona je hodila potem k nemškim nunam, ne? In je brala gotico in je odlično govorila nemško in tako naprej, ne? In ona je bila potem prisiljena, je mama nenadoma umrla pred 12, ne? Zaobrniti svoje življenje v poklic, ne? Ker hotela biti pa samostojna in je šla pač, takrat je bila ta obrt v Celju Plemenita zelo cenjena, to so bile gospe, ne, te zlatarke. Ampak je ta njena strast do knjig, ne, knjižnico je imela kar precejšno, ostala in jaz sem bila pač z njo v sobi in nekaj smo potem imeli te nočne seanse. Jaz se spomnim še zdaj, ko je vodnika, to se zdaj spomnim, kolikrat mi je recitirala, ne hčerene sina po meni ne bo, ne, in po moje sanjala ni, da bom jaz kdaj, po moje bi bila blazno srečna. Ja, sreča. Tako da ja, tako je to bilo, ta babica je imela neverjetni vpliv na mene, ona je bila emancipirana. Ne Simone de Beauvoir, bogatašinja, ki je bilo vse položeno, pa ki se je žogala tam s tistimi. Moja babica si je vse sama naredila in ona je bila v klobuku z rokavicami in dama in tako hočem reči, in 8 otrok rodila. Kljub temu. In to so bile, in potem so bile tudi moje tete tako, ne. Mislim, ena teta je bila tudi zlatarka, ona je vozila motor, v tistih časih, ne, to so bile res neverjetne ženske za tisti čas, ne. Jaz sem še zdaj fotografije, to ne moš verjeti, ne, mislim. Pa tako samo svoje, ne, in jaz sem se verjetno tega malo od njih navzela. Ja, seveda. No, danes je z nami tudi Andreja Pekler in je kot neka gostja presenečenja, bom rekla, da imamo obe avtorici na kupu, ker predstavljamo pa drobne pesmi. In Andreja, Bina, danes, ko smo z vami na tej lokaciji, pa se morda zdi to neizbežno vprašanje, vas narava še vedno navdihuje? To preprosto, nekaj v meni moja strast, nimam kaj dodati. Pač je eden največjih navdihov, bi rekla. Ja, jaz sem se rodila v kraju Gaji v Celju, ne. In to so dejansko bili hrastovi gaji, s tako visoko svileno travo, nepojmljive lepote. Ko sem šla iz šole, sem se sproti kar borovnic najedla, divjih rodit, natrgala jurčke take, da si jih lahko gledal, ki so sijali. Na vogalu hiše je bil gaj, ne. Jaz sem preživela otroštvo na hrastih, ne. In moja bolečina je bila neizmerna, ko je Celje cinkarno razširilo in uničilo. To je zdaj industrijska cona, ne, in sramota Celja, ne. Nismo domači ob tem povedali, ampak moj sin je gaj. No, lepo. Jaz bi rekla, da je to tudi nekaj, kar vaju obe združuje, ne, obe dve imata rade naravo, ima navdih, tudi Andreja v svojih ilustracijah, tudi ti izhajaš veliko iz tega. Ja, v bistvu precej, ja. Mislim, sem povezana, tudi otroštvo sem preživela precej pri babici v naravi. Tako da to se mi zdi, se ti nekako usidra, no, nekaj nosiš s seboj. Saj jaz veliko krat, ko delam, se spomnim na kakšne te utrinke iz svojega otroštva tam, ne. Tako da ja, mislim, da to ostane, ta povezanost, to čutenje tega. Mislim, da to ostane, ja, in uporabljamo. Ja, pa obema je to ustvarjanje, tako je. Ja. Zdaj pa Bina, glede na to situacijo, ki nas je zajela v zadnjih že 2 letih, Ja, ta tišina in a se to pozna tudi v vaših pesmih? Ali je za vas obremenjujoča ali je v bistvu kot nek navdih? Moram reči, da ta korona mi ni bil navdih, ne. Ker ni bila samo korona, ampak so bili še drugi virusi, ne. Vemo vsi, o katerih virusih govorimo, ne. Tako da mi je težko padalo, ne. In samota je bila 2-krat hujša, ne. To zagotovo nima kaj skrivati, ne, in huda, ne. Tako da jaz sem pravzaprav, kot sem rekla v Bukvinem intervjuju, ne, preživela ob kopanju
na vrtu, da se mi je zdelo, da mi nekako ne bojo iztrgali korenine. Hudo je bilo, ja. Zelo hudo, če ne bi imela obeh mucev, ne, ki sta danes v Boga reveža zaprta, ne, z gornjem nadstropju, z straniščem in hrano in mislite, da se mi je malo zmešalo. Ampak nisem upala, ker so vrata skozi odprta in sem se bala, ne, da odjadrota, jasno. A ja, nimate izme? Ne, to sta notranja mačka. Ja, super. Kot jaz vem, vam je zbirka drobne pesmi še posebej pri srcu. Zakaj pa je tako? V bistvu so kar dolgo nastajale te pesmi in sem res vsako posebej čakala in sem vedela tako, ko recimo, če primerjam z vsem, kar sem napisala z Nebeškimi kočijami, ki so tudi prišla v nekem kosu vame, ne, ta konstelacija. Ravno tako je bilo tukaj pri drobnih pesmih in potem je to se gradilo, ne, in sem pač čakala na to, da je prišlo, ne, in je pa to sigurno preprosto nekaj, kar sem jaz, ne. To je tako, kot da bi odrezala sebe od sebe, ne. Pa ste se dala v knjigo. Ja. Zdaj pa me zanima nekaj malega o vajnem sodelovanju, kako je to potekalo. Recimo, a ste vi najprej napisala pesmi, pa jih potem vse poslala Andreji, ste se kaj slišali po telefonu, ste debatirali skupaj, ali Andreja povedala? Ja, slišali smo se, ampak ne v smislu tega, da bi zdaj dobivala jaz neke napotke. Ampak tako, ne. Tako da v bistvu v tem smislu nisva to delali na ta način kot nek skupen projekt, ne. Ampak sem imela to svobodo in hvala za to svobodo, res. Ker vse včasih, mislim, moram tako reči, no, da v svoji zgodovini pravzaprav nisem imela veliko avtorjev, ki bi želeli, da bi imeli res neko izrazito željo, predstavo, da bi mi na nek način to želeli sporočiti, vsiliti, ne. Sploh ne. So mi vedno puščali res proste roke, ne. In to je, jaz mislim, da je kar pomembno, no. Sej ti se skušaš prilagoditi in nekako prisluhati normalno, ne, kot ilustrator seveda, ampak nekih smernic pa pravzaprav res nisem nikoli dobivala, no, tako da v tem smislu sem imela res to svobodo in jaz mislim, da niti ni bilo potrebno, ker sem te pesmi res tako, tudi jaz zelo tako ponotranila in doživela in mislim, da ni bilo treba nič kaj preveč. Takoj sem jih tako začutila, res zelo globok in to se pozna, se mi zdi, da se to vidi v ilustraciji. Res, mislim, ne govorim tako, ampak res, zares, no. Ja, skupaj sta že imeli pač en projekt, zbirko Čarimatika. Ja, Čarimatika. Samo da so tam ilustracije precej drugačne, tudi namenjena je predvsem otrokom, ne? Ja, tista je, mislim, to zbirko sem jaz doživljala v bistvu kot odrasel človek, no, ne kot pesmi za otroke, ampak sem jih doživljala kot jaz, kot zame so bile, sem jih brala, ne. In nekako sem želela v bistvu, poiskala sem neko tehniko, s katero sem hotela neko to neoprijemljivost, neko prehajanje, neko minljivost, nekako to zaobsežiti tudi v tem izrazu likov, ne. Zato nisem želela, da bi bile ostre, trde, da bi bili robovi, recimo, tako kot pri Čarimatiki. Čarimatika je bolj, bi rekla, odsekana, ne, v oblikah, v formah. Želela sem, da so te forme bolj tako nekako, da lebdijo malo, da prihajajo. Zato sem se odločila potem za to tehniko, ne. Je drugačna od te Čarimatike. Kako ste pa vi doživljali, ko ste v roke prejeli knjigo?
kaj pričakujete, recimo, kakšnih podob zraven vaših pesmi? A je doseglo vaše pričakovanje? Mislim, je to bilo tako zelo neverjetno, da ko sem jaz to njene ilustracije videla, ne, je bilo tako, kot da je, mislim, to, kot da bi to jaz izsanjala. No. Ampak nezavedno, mislim, tega se sploh nisem zavedala. Še potem, ko sem te podobe videla, ne, se mi je zdelo, da sploh ne morejo biti drugačne. Da je to nekaj, kar je tako organsko z to poezijo povezan, da to pač neki, ne vem, mislim, mene so šokirale, seveda v najboljšem smislu in prevzele in ganile in pretresle. Dobesedno, recimo, prav tako si ti danes podarila, ne, kako to, kar pri Andreji najbolj cenim, je ta njena zmožnost globokega uvida poezije. Ne. Ker dobro, to je pesem, dobro šlajer, ne, kaj pa je to, neka rožca, ne, drobna, ki jo ne veste ponovati v tistih šopkih z vrtnicami kombinirajo in tako, ne. Ampak ne, ta pesem ima seveda svojo metafizično razsežnost, ki je pač Andreja, recimo tista razvezana rdeč pas, mislim to, pa tista drobnost, ne, teh cvetov, ne, ker dejansko tukaj noter tako močna simbolika, ne, starodavna simbolika, ne, in to je pač Andreja, nimam besed, no, pa nisem ta, vsaka, da ne govorim o nebesu in zemlji v tisti sliki poljubu, Ta je moja najljubša. in potem gard roža v srcu in da o tistem vlaku sploh ne začnem, da ne bo kaj narobe, zato ker to, kar je Andreja naredila s tisto pesmijo, to si lahko samo izsanjaš. Drevo, da ne govorimo o drevo, ki je narejeno kot glava, ki razmišlja, ali sem jaz narobe razumela. Ne, mi je ravno ena pisala iz Kamniške knjižnice, da mi mora to povedati, da vsakič, ko pogleda to sliko, ja vidi en profil afriške ženske. Mislim, ne, vse je čisto vsaka, tako tudi naslovnica. Ja, vse. Škoda, ko razlagam, ker je presegla, mislim, jaz mislim, da je to, ne vzeti to kot neko samohvalo ali tako, ampak jaz mislim, da je ta knjiga tako zelo lepa, da je to prava darilna knjiga za kogarkoli. No. To je moje mnenje, pa veliko kot avtor sem že videla, ampak imam občutek, da ta knjiga bo šla med ljudi. No. Ne vem zakaj, ampak tudi zato, ker je bila toliko energije iz obeh strani narejene. In to se čuti. Take ženske energije. To se čuti. Tako, mislim, meni je res ta prav neko tako povezavo, no, s tisočletji, z bivansko, res, resnično, no, sem to čutila in je bilo tako, ne, v začetku, ko sem to prebrala, čisto kot bralka, ne, sem to začutila, ne, ampak potem, ko takoj vklopiš to razmišljanje, kako pa zdaj naprej, ne, sem vedela, da je to težek zalogaja, ne, ravno to, ne, dobiti noter vso to metaforiko, simboliko, zaobjet, poleg tega je noter veliko podob, ne, ampak ne moreš teh podob direktno oslikati, ne, naslikati, ampak moraš nek prevod najdeti, ne, neko, tako da potem, ob tem, da je bilo, se mi je zazdelo težko, hkrati mi je zelo tekala, ne, nisem imela tega problema, sem z enim res z užitkom se vsake lotila in sem najdla, no, se mi zdi tisto, ne, kar je bilo za poiskati. Je tekal in sem bila tudi tako zelo vesela, ker je tekal, ne, ni se zatikal. Tako nekako. Sem pa razmišljala, da sem to že kdaj videla, da bi bil narediti. Ampak to je bilo čisto na ključju, ne. In vidim zdaj to Marjetko in narisala si jo točno tako. Tukaj, po tej peš poti sem šla domov iz trgovine in tak tmuren jesenski dan je bil, že skoraj sneg je padel, pozna jesen. In naenkrat zagledam tam v
tisti travci to obožujem, namreč marjetke te male. In to se je potem usedlo, ne? Ni bila takoj pesem, ne? Ampak točen ta cvet je bil potem nekje v meni zrasen. Še eno? Ja. Ne, kar dajmo naprej. Mislim, da kaj povem. V bistvu bi se navezala na še eno vašo pesem. Opazno je recimo, da se nekatere združujejo sklope, recimo Pesmi v cvetlicah, pa v vesolju. Vsebinsko pa najbolj izstopa ravno pesem Otroci pred temo. Pred temno zvezdo. Pod temno zvezdo. Ja. Ki je pa posvečena otrokom holokausta in je pač ena res najbolj presunljivih pesmi. Ja, to je tale. Sem prej malo počakala, da vidite, ker smo imeli vprašanje. Tako da mene pa zanima, če je to tema, ki vas še vedno najbolj pretresa, ali kako bi rekla. Zelo me pretresa, ker ta holokaust traja povsod po svetu. Zdaj, tukaj je veliko mamic in verjetno se vse, pa tudi če niso, jaz mislim, da je to pač, da otroci ne bi smeli doživljati tega, kar jim pripravlja ta civilizacija nevidnih upravljavcev sveta, okrutna, brezskrupulozna. Se konc koncev pogledajte, kaj se dogaja v genocidu v Afriki, vse posod, mislim, skratka, da ne govorimo o otrocih, vojakih, tudi to je ene vrste holokausta. Se pravi, kot je rekel Makin Andrej v svojem romanu Rekviem za vzhod, je rekel tam nekje, ne dobesedno tako, ampak da se mogoče res velike vojne se končajo, ne? Ampak male trajajo pa vedno, ne? In trajajo čustveno, in nenehno, ne? In meni je to pošastna tema. Jaz, ko sem kot otrok prebrala dnevnik Ane Frank, ne? Med drugim zdaj vidim, da so ga baje vrgli iz dnevnikov, ne? In poslušala sem tisti slaboumen zagovor naših doktorjev mladinske književnosti na Radiu Slovenija in sem bila ogorčena, ne? In to so ljudje, ki delajo učne načrte in tako naprej, ne? Skratka, ne, saj niso nič krivi, pa nič naredili, pa nič ni narobe. Pa ne, oni so s tem, ko so umaknili Ano Frank, dali samo večjo svobodo. Skratka, ukineš svobodo in rečeš, da daš za to večjo svobodo, ne? Mislim, to je pesem pravzaprav, ki je rasla v meni celo moje življenje. In ne vem, zakaj, na nek način se je izpisala, ko sem potem videla eno staro fotografijo moje mame. Moja mama je bila kot 16-letnica z živinskim vagonom odpeljana v Avstrijo na prisilno delo. To je bilo ta Flichtjahrsknetken, ne, hodlo. In je v bistvu, jaz še zdaj ta prizor, čeprav ga nisem nikoli videla, ne, ko so jo starši peljali, ne, na vlak, in je šel z njo tudi njen starejši brat. In je potem babica dostikrat povedala, kako strahotno je ta brat, ki je bil blazen junak, potem padel partizan, 22 let star in 3 mesece pred svobodo, ne. Kako je ta jokal tam, ko sta se poslovila. Mamica pa je bila baje v roza oblekci z roza klebučkom in roza čevlčkom je šla in niso vedeli, če jo bojo še dali. In skratka, fotografija moje mame je nekje izpadla, ko sem gledala fotografije in nek plašček je imela tako, ne, in tako en tak otožen pogled. In tisti trenutek se je pa ta pesem izdelala v meni do kraja, ne, ker to je res absurd, ne, nosili so zvezde, rumene, zlate zvezde neba, ki so jih ne vodile v svetlobo, ampak v uničenje. In ta svet je to gledal. In še danes gleda. Za mene je to absolutno nedopusten zločin. Mislim, tukaj ne popuščam in to je zame, tukaj absolutno nimam kaj debatirati. Zločin. Ono boste še to pesem povedali. Zelo težko pa bom se potrudila. Otroci pod temno zvezdo. Na plaščkih sveta nosili so zvezdo, a ni jim svetila, ko šli so na pot. Sami v temi na pot skozi brezno odšli so brez plaščkov, goli od tod.
Svet utajen, skozi noč vlaki so tiho drobili prekate srca, ob tirih neskončnih utrujeni maki, kakor poslednje obzorje sveta. Bogovi so spali, kot repetale v grozi so breze v krošnjah brez las. In ptice strmoglavo bežale, ko v kriku neba se utrnil je čas. V tihih večerih morda zdaj so plamen v zari krvi, jokajoč kamen angela, ki nad grobom bedi, šepetaje neslišno z nebom na samem. In kdaj, ko pogleda spomin iz oči otroka, ki bajko posluša, za hipec begoten temno zaihti v čolnu popotnem, med sanjem duš. Se mi zdi, da nam ta pesem da tako tesnobo, ko pač to je edino, kar mi danes še lahko občutimo. Ne moramo vedeti, kaj so takrat občutili. Kaj pa, recimo Andreja, ko si ti prebrala, a se ti je že na prvo žogo ti rečeš, utrnil, kaj boš naredila? Ja, zelo hiter, zato ker jaz si včasih delam tako po fazah, ne, da si pripravim določene, ko vem, kako bom knjigo naredila, si pripravim določene strukture, teksture in jih potem združujem, ne. In to sem takoj vedela, kaj bom dala skupaj. Bi pa povedala ravno to tudi glede Ane Frank. Tudi jaz imam iz otroštva res zelo en tak močen spomin, občutek vlečem, ko sem kot otrok brala ta dnevnik Ane Frank. Me je res, tudi mene je to zelo zaznamovalo. Tako da sem to, nosim s seboj, no, me to tako nekako se zelo dotika. In to sem jo takoj zagledala, no. Kakšne so tako, da jo v trenutku vidiš, zagledaš in narediš, no. Tako, ene par je bilo takšnih noter, da so bile takoj narejene. Mislim, da sem takoj vedela, kako jih bom zastavila. No, tako, mi smo zaključili z rednim delom. Zdaj pa lahko izredno delo začne. Kakšno vprašanje iz publike? Ja, vprašanje. Če je katera si kaj pripravila. Za kamenje mežikaš. Jaz si že zakaj. Kaki lepi paketki. To bomo pa potem. Ja, res, mislim, en paket, knjiga je krasna, okolje, v katerega ste nas Pa natočili še navadili. delo, saj nekaj si natočite, če bomo vodo ali karkoli. Jaz bi imela za začetek mogoče eno vprašanje. Glede na to, da se, ja, za začetek. Čakaj, smo le pri poeziji. Ne, v redu. Se vam zdi, da je glede na to, da pač v Celju živite, že celo življenje verjetno? Razen, ko sem bila v Ljubljani. No ja, v času študija. A se vam zdi, da drugače vpliva okolje, v katerem ustvarjate zdaj na vas, kot pa, ne vem, v mladih letih, ko ste začenjali? Jaz sem v Celju vedno desetnica bila. Tako da to okolje na mene nima nobenega vpliva, razen teh mojih gajev, ne, mislim, kar je čisto intimen. Drugače pa Celje, jaz živim kot obstranec tukaj v Celju, ne. Jaz sem desetnica v Celju, ne. In skozi. In tudi zelo samotno, ne, zelo odmaknjeno od kulturnega življenja, ne. Recimo, for example, da v celjskem gledališču so samo enkrat igrali en moj dramski tekst in to Mojco pokraj Suljo, ne. In še ta dramski tekst so igrali zato, ker je prišel iz Ljubljane Matija Logar za umetniškega vodjo in me je poklical in je rekel, poslušaj Bina, kar ti ko me je, jaz te poznam, ampak jaz se čudim, kaj v celjskem gledališču še tebe niso igrali, jaz bi pa rad, da ti zame en tekst napišeš, ne, je rekel, po motivih Mojce pokraj Sulje, ne, in jaz sem napisala res, še danes stojim, ta tekst bi morali zdaj vsak dan naši vladi igrati, ne, ker tam je sodnica Lisica in tako naprej, tako so se malo te preštekale te osebe, ne.